Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, v današnji pravljici bomo spoznali prikupna prijatelja Lana in Luno. Luna je namreč želela prespati pri prijatelju Lanu, a ni mogla zaspati. Le kaj jo je zmotilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lan in Luna, žabica za spanje. Luna si je zaželela prespati pri prijatelju Lanu. Kovček je skrbno zložila stvari, da čese ne bi pozabila vzeti s seboj. Polna pričakovanja se je usedla na avtobus. Lan se je razveselil, ko jo je zagledal. Hej, Luna, je zaklical. Živjo, Lan, je radostno odzdravila Luna. Imenitno sta se zabavala. Najprej sta se igrala z Lanovimi avtomobilčki, potem z domačimi živalmi na kmetiji, nazadnje pa sta se šla igro gusarji in zdravniki. Jedla sta špagete. Kopala sta se v kadi, polni mehurčkov. Nato sta si umila zobe in prebrala sta smešno zgodbo. Nato pa je prišel čas za spanje. Nočko, Luna, je rekel Lan in se pod odejo stisnil k svoji pujski. Lepo sanjaj, Lan, je rekla Luna. Ugasnila sta lučki. Ko je že tonil v spanec, je Lan nekaj zaslišal. Žabica, je nekdo zaklical. Bila je Luna. Pozabila sem prinesti svojo žabico, je hlipala Luna. Ne morem zaspati brez svoje žabice. Lan je prižgal lučko. Bi rada tega medvedka? Je vprašal. Moja žaba je zelena, je rekla. On pa ni. Bi rada dinozaura? Je predlagal Lan. Zelen je. Ne, se je uprla Luna. Prevelik je in preveč strašen. Kaj pa moja žaba, hranilnik? Je poskusil Lan. Ne, je odkimavala Luna. To ni prava žaba. Jokala je in jokala in jokala. Ojoj, uboga Luna. Lan je za hip razmišljal. Naredil je nekaj, kar zanj ni bilo preprosto. Bi rada pujsko, Luna? Je vprašal. Luna je utihnila. Pujska je bila neverjetno ljubka. Ja, prosim, se je razvedrila Luna. Lan je kmalu zaspal. Luna pa tudi. Naslednji dan, ko se je Luna vrnila domov, je našla svojo žabico točno tam, kjer jo je pustila. Hura! Kako simpatična pravljica. In pravljice o pravem prijateljstvu so tudi vedno znova odlične, kaj ne? Lan je res prijazen in verjamem, da se mu bo Luna nekega dne oddolžila. Namreč pravo prijateljstvo je darilo življenja in potrebno ga je negovati. Otroci, ali veste, da je to pravljico ilustriral znani ilustrator Axel Scheffler, ki je ilustriral tudi pravljice Zverjasec, Zverjašček in Palčič? In vsem trem pravljicam lahko prisluhnete tudi v mojem knjižnem kotičku. Prijazno vabljeni. Uživajte, sedaj pa hitro v posteljo in lahko noč. A ti pa že spiš? Ja, če pa bila pravljica za lahko noč, ne?
Thank you.